Pozdravljeni, moje ime je Nadja Valentinčič Furlan in sem kustodinja za etnografski film v Slovenskem etnografskem muzeju. V času, ko je muzej zaprt, pripravljamo medijsko točko Galerija pripovedi in portretov. To bo digitalna razstava filmov o identitetah, dejavnostih in razmišljanjih Slovencev in Slovenk, pripadnikov drugih narodnosti ter priseljencev in priseljenk. Pripovedi smo v Slovenskem etnografskem muzeju snemali ob drugi stalni razstavi Jaz, mi in drugi, podobe mojega sveta. Ta navaja k razmisleku o naših mnogoterih identitetah in umeščanju v svet, mi pa smo odgovore obiskovalcev na razstavna vprašanja posneli v avdiovizualnem mediju. Pri njihovi izdelavi sta celo desetletje predano sodelovala prostovoljna kulturna mediatorja Brigita Rupnik in Janez Doler. Med prvimi smo posneli prav njuni pripovedi. S tem participativnim in inkluzivnim pristopom omogočamo vidnost in slišnost predstavnikom najrazličnejših družbenih skupin in tudi tistih manjšin, ki so v javnosti pogosto prezrte ali obravnavane stereotipno. Sem Tanja Oblak, sem žena, sem mati, sem človek, ki rad dobro dela, veselo živi in se ne bojim smrti. Ena od stvari, ki jo vedno znova rad poudarjam. Besede cigan Romi v romščini ne poznamo. Imamo zgolj besedo Rom, ki v prevodu pomeni človek. In to sem tudi jaz. Mnoge filmske portrete smo v muzeju posneli za objavo na razstavah. Zadnji je nastal film o Borisu Kuharju, direktorju muzeja v obdobju med letoma 1963 in 1987. V muzej je uvedel vrsto novosti, med drugim tudi film. Ko smo šli na teren, sem jaz še kaj posnel in tako je nastal film o Pohorju. Skratka, vsako stvar smo lahko dokumentirali tudi z filmom, pa še nekaj je bilo. Te filme sem potem tudi nekako lahko posredoval prek televizije in tako je muzej prišel malo širšo javnost. Res, to se moram dobro blago se samo hvaliti, tudi pohvaliti, da sem morda to si res sam zamislil, da je film lahko sestavni del razstave. Drugi filmi so nastali neodvisno od razstav ali ob koordinaciji varstva nesnovne kulturne dediščine, ki jo v našem muzeju izvajamo od leta 2011. Kolega Andrej Dular je na primer posnel film o upokojenem rudarju in pletarju Karlu Žgavcu. Zdaj, čez dva količe, če greš, čez dva rebra, na kukar ne pride prav. Ne, tu je pravilo tako, sam po enega se zajame, sam po enega. In tu neskončno do vrha. V teh filmih se srečata dve najpogostejši temi našega muzeja v zadnjih letih. To sta dediščina vseh vrst in pa identitete. Nekatere filme smo pridobili ob pripravi občasnih razstav in muzejskih programov. V obdobju begunske krize smo ob razstavi Migracije in Mednarodnem dnevu migrantov 18. decembra 2015 prikazovali tudi film Nekdo, življenje je kolaž, avtorice Julije Molina. Moje ime je Julija, stara sem 32 let. Ko me ljudje vprašajo, odkot prihajam, resnično ne vem, kaj odgovoriti. Sicer lahko svoje življenje v grobem razdelim na 3 dele, vendar je zgodba malce bolj komplicirana. Rodila sem se v Mariupolju v Ukrajini, v času Sovjetske zveze. Pišem se Molina, moj materni jezik je ruščina. Med 6 in 7 letom sem živela v Vietnamu, od 11. leta dalje živim v Sloveniji. No, to je tudi edini primer avtoportreta. Ko smo se lotili zbiranja filmskih portretov, nas je namreč zanimalo, če se bo kdo odločil za izdelavo avtoportreta. In še naprej, kako se bo tega lotil, bo kamero uprl v sebe ali iz sebe navzven. Portretni filmi, torej med drugim zrcalijo terenske raziskave, razstavno dejavnost in sodelovanje našega muzeja z mnogimi posamezniki, društvi in ustanovami.
Do ponovnega odprtja muzeja je pripovedi možno videti na naši spletni strani v galeriji pripovedovalcev, nekatere filme pa v filmografiji Slovenskega etnografskega muzeja. Z upanjem, da kmalu premagamo virus in ponovno odpremo muzej, vas lepo pozdravljam iz Slovenskega etnografskega muzeja.